Smo v Kranju drugič, sicer se ta tek letos zgodil že četrtič, drugič v Kranju, preselili smo ga v mesto Kranj, v sam center mesta, ker smo hoteli približati ta šport ultramaraton tudi širši publiki in ga nasploh narediti bolj atraktivnega. Se pravi, tekači naredijo ogromen krogov, pomeni, da tudi gledalci lahko vsakega tekača večkrat vidijo in zanj ga navijajo. Nam lahko malce opišete traso? Trasa je dolga 1292 metrov, ima mednarodni certifikat. Gre za krožno traso po središču mesta Kranja. Se pravi, ko tekači tečejo po ulicah Kranja, si vmes lahko ogledajo veliko znamenitosti Kranja, kot je Mestna hiša, Pavšlarjeva hiša, Prešernovo gledališče, Mestna knjižnica Kranj. In slovenski 12-urni tek. Tako da jim v teh 12 urah sigurno ni dolg čas. Na štartu je bilo lepo število tekačev, tudi iz tujine. Kako pa ste zadovoljni z današnjim tekmovanjem? Glede na čase, v katerih smo zelo zadovoljni. Sprva sploh nismo načrtovali organizacije tega teka letošnje leto. Pa sva se, ne vem zakaj, odločila sva se, rekel, tik pred zdajci, da bomo pa vseeno ta tek letos organizirali in smo veseli, da so se tekači odzvali in publika in je rad in smo zadovoljni. Kakšne nagrade pa prejmejo zmagovalci? Zmagovalci na 12 ur prejmejo, se pravi, najprej pokal za 12 ur, potem medaljo, potem prejmejo denarno nagrado, potem pa prejme moški zmagovalec na 12 ur prejme cilinder, takega je imel Prešeren, ki je Kranj Prešernovo mesto. Ženska pa prejme tak damski klobuk Urška. In to je moram še povedati, da je ta tek v soorganizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj, ki je tudi pač del tega teka oziroma nas podpira in tudi sofinanciral oziroma financiral tele nagrade, te klobuke. Bi mogoče še kaj dodala? Ja, da se naslednji spet vidimo. V še boljši izvedbi tega teka, je še boljšo podporo publike. Skratka, vse bomo naredili, da bomo rastli vsako edicijo. Še povem, da ima slovenski 12-urni tek močno podporo Atletske zveze Slovenije. S pomočjo Atletske zveze smo pridobili tudi srebrno značko Mednarodne asociacije ultramaratoncev, na kar smo še izjemno ponosni, ker je to v bistvu edina ultra tekma ali pa sploh tekma v Sloveniji, ki ima ta srebrni znak. Tako da se res zahvaljujemo Atletske zveze Slovenije in predsedniku Dobnikarju, ki nam nudi vso podporo in pomoč.